Zdravo. Glede na to, da smo doma in da naši vsi študijski krožki, ki jih opravljamo v Bistrici ob Sotli, odpadejo v živo, sva se z Ireno dogovorili, da vam predstavim, kako se nakvačka hobotnica, taka, ki jo potem nesemo v porodnišnice, in je namenjena, prezgodaj rojenim novorojenčkom. Za izdelavo take hobotnice potrebujemo bombažno prejo. Mora biti 100% bombaž. Izbiramo nežne barve, hobotnice ne smejo biti rdeče, ne smejo biti oranžne. Take lepe barve, recimo roza, vijolična, modra. Potem potrebujemo škarje, kvačko, ki naj bo velikosti nekje 2 do 3. Jaz uporabljam trojko, in v bistvu s to kombinacijo teh prejic in kvačke številka 3 mi nastanejo dejansko hobotnice, take, kot morajo biti. Potrebujemo tudi številski meter. Potrebujemo šivanko. Potrebujemo polnilo. Polnilo naj bo pralno na 60 stopinj. Zato ker te hobotnice potem v bolnici razkužijo, operejo, in dajo v avtoklav, kjer jih segrejejo, da jih pač tako razkužijo. Potrebujemo tudi črno prejico, s katero bomo zašili učke, pa neko rdečo, roza za usta. Tako, zdaj imamo vse. In hobotnice delamo po navodilih. Po navodilih, projekta Hobotnice. Kdor želi prejeti navodila, naj spodaj to napiše v komentar in mu jih bom poslala preko zasebnega sporočila. Tako, zdaj bomo najprej začeli s tem, da naredimo tako imenovani čarobni prstan. Primemo prejico in jo prekrižamo. Tako. Nato spodnji del primemo in ga peljemo skozi luknjo, da dobimo zanko, ki jo nataknemo na kvačko in zategnemo. Okej, uporabili bomo tole barvo, ke se bo tudi malo bolj videla. Najprej naredimo tako imenovani čarobni prstan. Primemo prejico in, peljemo en del spodaj. Potem tole luknjico razširimo in ta spodnji del peljemo skozi luknjo, da dobimo zanko. Okej. Še enkrat. Tako držimo, primemo in potem gremo pod, prekrižamo in zdaj skozi to zanko tole nitko prinesemo skozi in jo zategnemo. Dobimo tako imenovani magični krog, v katerega vtaknemo zdaj kvačko in ga zategnemo. Takole. Naredimo 2 verižni petlji. Tukaj si primemo spodaj in naredimo 2 verižni petlji. 1, 2. 2 verižni petlji. Zdaj v prvo bomo zdaj naredili 6 gostih petel v prvo
in jih naredimo 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takole dobimo krogec s 6 gostimi petljami. Potegnemo za tale trakec in se nam bo ta lukenca zdaj zaprla. Fino stisnemo. Zelo važno je, da pri hobotnicah ne delamo nobenih, v bistvu, da delamo čim bolj tesno, zato da slučajno potem fila, ki jo damo noter, s katero jih napolnimo, ne bi šla ven, a ne, ker pač taka hobotnica ni primerna. Zdaj imamo čarobni krog, 6 gostih petelj in zdaj v vsako gosto petljo naredimo 2 gosti petlji, tako da bomo na koncu imeli krog z 12 gostimi petljami. Evo, zdaj tudi se že lažje prime. 1, 2, priporočam, da si zraven štejete, da se ne zgubite. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in še 2. Takole. Tako. Zdaj imamo krog z 12 gostimi petljami. Zdaj bomo naslednji krog naredile tako, da gremo v eno petljo gremo eno gosto petljo, v naslednjo gremo 2. Da nam bo zadeva lažja, si tukajle lahko damo zdaj nekaj, s čimer si bomo označili. Jaz zato uporabljam kar en tak trakec si vzamem in ga namestim semle, kjer trenutno sem. In potem kar kvačkam naprej. Tukaj mi pa pač trakec označuje, kje sem začela. In gremo eno enojno gosto in v naslednjo gremo 2 gosti. 2 gosti. Eno gosto, 2 gosti. 2 gosti. Eno gosto. 2 gosti in tako naprej okrog in okrog. Takole. Zdaj imamo krogec z 18 gostimi petljami. Vidite, kako je zelo čvrsto nakvačkano, da ni nikjer nobenih lukenj. V naslednjem krogu bomo delali 2 gosti petlji in potem v eno naslednjo zanko pa 2 skupaj. Torej 1 gosta petlja v eno zanko, druga gosta petlja v drugo zanko in zdaj v naslednjo zanko 2 gosti petlji, 1 in 2. In to zdaj ponavljamo okrog in okrog. 1 enojna gosta petlja, naslednjo tudi 1 enojna gosta petlja in potem v naslednjo 2 gosti petlji. Tako.
Evo, prišli smo v krog in zdaj imamo krog 24 gostimi petljami. Zdaj bomo šle v naslednji krog, kjer bomo delale po 3 enojne goste petlje v vsako, v 3 naslednje zanke, v vsako po eno gosto petljo, torej 1, v naslednjo tudi 1 in še v tretjo 1 in v četrto bomo zdaj naredile po 2 gosti petlji v isto zanko, 1 in 2. Tako. In zdaj spet naprej naredimo 3-krat po eno gosto petljo v vsako zanko in potem v četrto naredimo 2. Tako. In tako cel krog. Hobotnice morajo biti narejene natančno, drugače niso primerne za novorojenčke. Morajo ustrezati določenim meram, v katerih bom potem na koncu razložila. So pa zelo dobrodošle, zato ker so pač ti dojenčki v teh inkubatorjih priklopljeni na ogromno nekih naprav in potem ti otroci včasih primejo za te cevke, ker mislijo, da so popkovina. No, in tele lovke pri hobotnicah jim pa v bistvu potem zamotijo, da si ne vlečejo po tistih cevkah. Tako, zdaj imamo pa krogec s 30 gostimi petljami. Zdaj bomo naredile še en krog, v katerem bomo šle v širino, potem bomo pa nadaljevale v višino. Zdaj bomo naredile 4 goste petlje, po eno v vsako zanko. V 5. zanko bomo naredile po 2 gosti petlji. 1, 2, 3, 4 in zdaj v 5., tukaj, bomo naredile 2 gosti petlji. In tako spet cel krog naokrog. Tako bomo dobile zgornji del glave. Najprej se nakvačka glava, potem je najlažje, da se ušijejo oči in usta. Na koncu se pa še naredijo lovke. Takole, evo, zdaj imamo tukajle vsega skupaj, če bi prešteli okrog in okrog, 36 zank. Zdaj bomo prestavili tole našo vrvico sem, zgoraj, kjer trenutno delamo. Naredimo eno gosto petlo, da se nam jo prime. Takole. In sedaj bomo pa nakvačkale, kvačkamo samo okrog in okrog, eno gosto petljo v vsako zanko in naredimo 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Naredimo 8 vrstic okrog in okrog, da bomo dobili zdaj neko višino te hobotnice. Evo. Zdaj imamo 8 vrstic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In v naslednjem krogu bomo
naredile 4 goste petlje, po eno v vsako naslednjo zanko, in potem bomo 2 zanki skvačkali skupaj. Torej 4, 1, 2, 3, 4 in sedaj skvačkamo 2 petlji skupaj. Tako, zdaj imamo 3 zanke in vse 3 potegnemo dol. Če katera ne pozna teh osnovnih zank, naj si pogleda na YouTubu, vtipkaš enostavno recimo gosta petlja in imaš potem en kup videov, ki prikazujejo, kako se te čisto osnovne zanke delajo, oziroma kako se tudi recimo 2 gosti petlji skupaj skvačka. So te stvari zelo nazorno prikazane. Tukajle se zdaj učimo samo postopka izdelave hobotnice, ki je namenjen malo bolj naprednim kvačkaricam, ni pa zelo zahteven projekt. Tak, ravno pravšnji za preganjanje dolgčasa. Takole, evo, zdaj sem prišla jaz tole okrog. In zdaj imamo tukajle 30 gostih petelj. Zdaj obkvačkamo 2 kroga same goste petlje, nič ne odvzemamo, nič ne dodajamo. Zdaj se bo ta naša hobotnica postopoma ožala in daljšala. Takole. 2 kroga. Prejico bombažno se lahko naroči preko spleta. Jaz jo največkrat naročam v Dolini volne Majšperk. Tudi cene so zelo take čisto v redu. Lahko se vzame prejica Tango ali pa Marinka. Ti dve sta 100% bombaž, lahko da je še kakšna, ampak mislim, da druge vse so dražje. Tukaj vas pa pride ena 50-gramska klopka približno 2 evra, kar ni toliko veliko. Evo, še en krog gostih petelj. Kar se tiče polnila, jaz v času, kadar ni karantene, kupujem v Jisku take velike blazine za spat. Preverim na etiketi, da je blazina pralna na 60 stopinj, in mislim, da pride ena taka ogromna blazina nekje 7 evrov, 7, 8, ne vem, ampak to je potem kar za nekaj časa. Zdaj si pa lahko pomagate s tem, da imate mogoče, da malo preverite, če vam kje leži kaka blazina, ki je ne uporabljate. Preverite etiketo in jo lahko uporabite. Evo ga, zdaj smo pa 2 kroga naokrog. V naslednjem krogu bomo spet zožali. V naslednjem krogu bomo delali po 3 goste petlje. Po eno v vsako zanko in potem bomo skvačkali 2 skupaj. Torej, gremo zdaj 1, naslednjo zanko 2, naslednjo zanko 3 in potem 2 skupaj. Tako, in spet 1 in 2 in 3 in 2 skupaj in tako cel krog. Okrog. Na koncu bomo imeli hobotnico, ki ima 24 zank.
Če niste popolnoma prepričane, koliko zank je, vam priporočam, da jih preštejete sproti, da se ustavite, preštejete, popravite, če je treba. Zato ker se vse potem v bistvu nadaljuje, no, iz tega začetka. Evo, dajmo prešteti, da bomo na varni strani. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Evo, 24 kot jih mora biti. In sedaj zopet naredimo 2 kroga. Samo obkvačkamo enojne goste petlje. In hobotnica že dobiva svojo obliko. Takole, en krog in še eden sledi. Potem bomo zopet ožale. V naslednjem krogu bomo delale 2 gosti petlji, po eno v vsako zanko in potem 2 skupaj. Tako. Evo. Ena gosta petlja. Druga gosta petlja v naslednjo zanko. In 2 skupaj. 2 skupaj. In zopet ena gosta petlja v eno zanko, druga gosta petlja v drugo zanko in potem 2 zanki skupaj. In tako okrog in okrog. Na koncu dobimo 18 zank. In zdaj obkvačkamo en ta cel krog 18 zank. Po eno gosto petljo v vsako zanko. Takole. In je že malo bolj podobna končnemu izdelku. Tako, zdaj imamo tukajle dol ravno prav veliko odprtino, da lahko sežemo z njo z iglo, da lahko tudi zavozlamo. Zato jaz v tej fazi našijam gor obraz. Obraz naj bo prijazen. Tudi če želite, vam tudi pošljem fotografijo, kako se ga nariše gor, oziroma pač jaz tukajle majčkeno po svoje naredim, ampak važno je, da je obrazek prijazen. Takole. Obrazek je narejen. In zelo moramo biti previdni, da res vse nitke zelo dobro zategnemo, vse vozle, vse zavozlamo. Da potem ne pride do kake take težave, da se tole vse spara ali pa da kaka nitka kje stran gleda. In zdaj se bomo lotili še
zadnjih 2 krogov glave, potem se pa spravimo na lovke. Zdaj bomo naredile dvakrat enako, in sicer 7-krat po eno gosto petljo v vsako zanko. Torej 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 7. Zdaj bomo vzeli 2 zanki skupaj in zdaj bomo še enkrat to ponovile. Torej 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 7. In zdaj zopet 2 zanki skupaj. Zdaj pa obkvačkamo vseh 16 zank, ki smo jih dobile. Tako. Zdaj se bomo pa lotile lovk. Evo, bejbika. Tako, lovke se pa začnejo takole. Jaz jih delam, da si prišparam malo šivanja, ne maram šivati potem na koncu vseh teh stvari. Tako da delam samo v sprednjo zanko. Ne. Tukajle, ko imamo tole verižico, ne vem, kako se vidi, je iz 2, a ne, iz 2, zgornje pa spodnje. In zdaj bomo mi delale samo v zgornjo zanko. Spodnjo zanko bomo pustile za pokrovček. In kvačkamo v bistvu čisto normalno. Najprej naredimo v prvo zanko, v zgornjo zanko, eno gosto petljo. Cak. Zdaj pa naredimo 50 verižnih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tako. Najbolj zabavno je, ke tole šteješ, ti nekdo prileti: "Mami!" Pol pa ne veš več, a si bil že pri 30 ali pri 40 ali kako je to zdaj s tem. In najboljše, da pol vse podreš in greš še enkrat od začetka. Zdaj imamo mi tole verižico in začnemo kvačkati pri tretji zanki od kvačke. To je ta prva, pol je še ena in potem začnemo v tretjo. Tako da delamo po 2 gosti petlji v eno. Po 2 gosti petlji v vsako tole verižno zanko. In počasi se nam bo začelo tole vse skupaj kravžljati. Zelo je pomembno, da kvačkamo čvrsto, da ni preveč narahlo, ker drugače se ne zvijajo lovkice lepo, luknje so. Luknjic pa ne sme biti, zaradi tega, ker so prstki zelo majhni pri teh dojenčkih in se lahko kam zahakljajo, kar potem seveda ni v redu. Evo, in že je začela nastajati spirala. Spirala mora biti kar taka lepa, čvrsta. In takole nadaljujemo do vrha. Je kar nekaj s temi lovkami dela. Lovke v bistvu se mi zdi, da kar
največ časa vzamejo. Pri hobotnici je lovk 8. Imamo pa 3 različne tipe telih hobotnic za nedonošenčke, ki jih v Sloveniji uporabljamo. Ena je tale, druga je meduza. Meduza je malo drugačna. Ona ima 6 lovk, mislim, da. Potem je pa še Oto. Oto ima pa samo 4 lovke. In odvisno, koliko vas bo zanimalo, če boste za, lahko skupaj skvačkamo še kakšno drugo hobotnico. Takole, počasi se dela spiralca. Takole, nekje približno na slabi polovici sem. Sicer se nam pa nikamor ne mudi. Nikamor ne gremo. Zunaj je sneg, mokro je, mrzlo je, sivo. Ravno pravi dan za kvačkati danes. Evo, še malo. Zelo bom vesela, če se boste lotile telih hobotnic, če spodaj lepite kakšno fotografijo. Ali pa, če boste imele kakršnokoli težavo, vprašanje, prosim, kar vprašajte. Še malo in bo prva lovka gotova. Ja, vidite, kako se je že lepo naredilo. Še malo. Evo ga. A vam gre? Evo, in ko pridete čisto do vrha, spet kvačkamo samo v sprednjo zankico. In to bomo naredile zdaj, evo lovka, v naslednjo tole zanko bomo naredile eno gosto petljo, samo v zgornjo zankico. Ne obrnem, da se bo videlo. Tako, naredimo gosto petljo in s tem je zdaj naša lovka prva končana. Zdaj, naslednjo lovko začnemo tako, da naredimo v sprednjo zanko naslednje zanke, samo v eno zankico, naredimo gosto petljo in jih spet nanizamo 50. In tako ponavljamo okrog in okrog tega kroga, dokler jih nimamo 8. Okej. Takole, zdaj smo nakvačkale vse lovke. 8 jih mora biti. Tukajle imamo pa zdaj odprtino. Skozi to odprtino bomo zdaj hobotnico napolnile. Kar konkretno se jo
mora napolniti, zato ker ta fila potem tudi s časoma majčkeno se zbije, ali kako naj rečem, skupaj gre. Takole. Še malo. In potem se bomo lotile še kvačkanja tegale pokrovčka spodaj. Evo, je že dobila pravo obliko. Tako. Zdaj tudi vidimo, da ni nikjer nobenih takih lukenj večjih, kjer bi to polnilo lahko bežalo ven. Zdaj se bomo pa lotile pokrovčka. Jaz se tukajle majčkeno prilagajam, ne delam čisto po navodilih. Naredimo čarobni krog in vanj bomo kar 8 gostih petelj nakvačkale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in 8. Zategnemo fino, tole vrvico spodnjo fajn potegnemo, da se nam tukajle lepo zategne tudi tale lukenca. Zdaj pa gremo v vsako zanko, delamo po 2 gosti, tako da jih imamo na koncu 16. 1, 2, pa spet v naslednjo 2 gosti, 3, 4, pa 6, pa 8, pa 10, pa 12, pa 14 in 16, evo ga. In zdaj, da se ne matramo s šivanjem, ker jaz ne maram šivanja teh stvari skupaj, vzamemo hobotnico, ker smo prej lovke delale samo na sprednjo pač to zanko, nam je zdaj še ostal cel krog tukajle prostih zank. Tako da bomo zdaj šle v bistvu ta slip stitch, ko samo potegnemo skozi. Tukaj bomo šle čez obe, pod celo. Tukajle bomo pa šle samo skozi zdaj pod eno tole spodnjo zanko. In tako bomo šle okrog in okrog. To je najlažji način, kako se izogne človek odvečnemu šivanju. In kar gremo okrog in okrog, pa zopet, takole. Pa zopet čez obe na pokrovčku in čez eno na hobotnici. Samo potegnemo skozi vse in to je to. Nekaj me zafrkava. Evo. Bo počasi. Pa še lepše pride takole, če se kar ukvačka
kot če se šiva. Takole. Evo, še malo pa bomo gotovi. Takole. Evo ga. Jaz sem prišla nazaj naokrog. Tole zdaj lepo odrežem. Ostaneta mi edino še 2 nitki, ki jo bom še všila. Takole pride pokrovček. To nitko še všijem. Nikoli ne strižemo, da se nam kaj ne spara. In naša hobotnica je narejena. Zdaj pa samo še preverimo, če je res takšna, kot mora biti. In sicer obseg glave naj bi bil med 7 in 9 centimetrov. Naša hobotnica ima obseg glave točno 7 centimetrov. Dolžina cele živali naj bi bila nekje 14 do 17 centimetrov. Naša je dolga natančno 17 centimetrov. Lovke, če so popolnoma raztegnjene, merijo od 18 do 22. No, moja lovka meri 20 centimetrov. Tako da, hobotnica je po jusu. Evo, želim vam veliko veselja ob izdelavi, pa naj vam tale čas čim hitreje mine. Čau!